Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci. Žal je namenjena dogodku, ki je zaznamoval slovensko stvarnost v minulem tednu oziroma dveh, in sicer gre za tragedijo, ko je človek, tujec, umoril slovenskega policista, gospoda Damirja Golobiča. Od tedaj je minilo že več kot 10 dni. Od pogreba je minilo sedaj že tudi kar nekaj dni, vendar še do danes ni Ministrstvo za notranje zadeve celovito obvestilo niti komisije, niti javnosti o tem, kaj se je v resnici zgodilo, kako se je to sploh lahko zgodilo in za koga je v resnici šlo. Na zaprti seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je bilo sicer ime in priimek omenjeno, samo ustno, tako da vprašanje tudi, je tudi tisto, ki je bilo včeraj objavljeno, pravilno napisano. Vendar potem tega imena nismo dali v javnost, ker so rekli, da bodo to storili takrat, ko bo zadeva končana. Potem, ker je bilo danih izjav v času pogreba, nobena preiskava več ne poteka, nobenega razloga ni, da Ministrstvo za notranje zadeve ne obvesti javnosti. Kaj je izhodišče te zgodbe? Glejte, umor policista pri opravljanju njegove službene dolžnosti ni samo umor kot zločin, je tudi napad na državo Slovenijo. In zaradi tega imajo vsi državljanke in državljani vso pravico vedeti, kaj se je v resnici zgodilo in kdo je to storil ter zakaj. Predvsem pa, ali je možnost in kaj se bo storilo, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Tukaj je veliko odprtih vprašanj. Policist, ki je bil umorjen, je bil pač sorazmerno velik, dobro treniran, in da ga nekdo ubije s udarcem z nožem in to v enem zamahu, to, oprostite, je moral ta človek imeti kar nekaj treninga za sabo. Misli, da se to lahko zgodi kar naključno in da nekoga takole presenetiš, ki je za to posebej treniran, ker slovenski policija zagotovo je, oziroma slovenski policaj zagotovo so, se hudo moti. Zaradi tega je nerazumljivo, zakaj se ministrstvo še do danes zavija v molk in ne da v javnost relevantnih informacij. To ni edini tak primer. Je pa zanimivo, da ko smo pregledovali pač podobne zgodbe za nazaj, žal je bilo podobnih tragedij kar nekaj, se je izkazalo, da praviloma je bila javnost seznanjena s osnovnimi podatki, vključno z imenom in priimkom, s tem, za koga je v resnici šlo, ponavadi tudi sliko, že v nekaj urah ali naslednji dan. V najdaljšem do zdaj znanem primeru, ko je to šlo za umor policista, pa pred nekaj leti je trajalo 3 dni, da so bili vsi podatki v javnosti. Tokrat je bistveno daljše obdobje, zgovarjati se na to, da to krije, ne vem, zakon o osebnih podatkih, kaj podobnega, je pri storilcu najhujšega kaznivega dejanja popolna neumnost. Predvsem pa tukaj ne gre za to, da bi morali čakati, ne vem, na pravnomočno sodbo sodišča, kajti storilec je sodil sam, je mrtev. In zaradi tega ni prav nobenega razloga, da ministrstvo še vedno skriva te podatke in da vse, kar je javnost slišala, je tisto, da ne bi šlo za duševno moteno osebo in konec zgodbe. Glejte, z vsem dolžnim spoštovanjem do ministrstva, a je to res ali ne, ne vem, ampak pač tukaj gre za očitno prikrivanje podatkov, ki pa zelo čudno izzveni, če ga postavimo v en kontekst. Ko je prišlo do terorističnega dejanja v Bostonu, so za storilca dejali, da je bil duševni bolnik in je bolel za šizofrenijo. Ko je na Dunaju, se boste spomnili, pred časom nekdo z avtom povozil, mislim, da je bilo kar okoli 30 oseb, je bilo potem rečeno, da gre za duševno moteno osebo in da je bolel za šizofrenijo. In za storilca zdajle v Orlandu se tudi pravi, da je pač bolehal za šizofrenijo in da je pač kot gej šel v klub in to pomoril. Ampak
Imeli so še neko skupno točko, ne? In ta skupna točka je tista, ki bi morala vse skrbeti. Mislim pa, da je vzorc iz tega, kar sem zdajle povedal, pa še cel kup podobnih primerov bi lahko naštel, zelo jasen. Skratka, ne more biti samo to obrazložitev in s tem zgodba zaključena, ampak ostajajo odprta vprašanja in na njih trdim, da je potreben odgovor strani Ministrstva javnosti, kako se je to lahko zgodilo, za koga je v resnici šlo, kaj je bil vzrok in predvsem, kaj bo storilo ministrstvo, da se kaj takega pri opravljanju dolžnosti pač slovenske policije ja ne bi nikoli več ponovilo. Mislim, da je to tisto, kar je ministrstvo odgovorno ne samo družini mrtvega policista, umorjenega policista, ki še enkrat izredno sožalje, ampak je dolžno to pojasnilo tudi vsej slovenski javnosti. V imenu tega, da se dela vtis, kako je vse v najlepšem redu, pa žal zaradi te tragedije vidimo, da ni, pač ni nobenega razloga, da bi se zadrževalo podatke ali pa prikrivalo podatke javnosti. Ravno nasprotno. Javnost ima vso pravico vedeti.